Ana Snežinger, pozdravljeni v Alabamo, torej v jugovzhodni del Združenih držav Amerike. Živijo. Kar nekaj držav ste menjali domov, preden ste se ustalili v Alabami. Povejte nam, kje vse ste živeli, ko ste zapustili Slovenijo, vašo rodno Belo krajino? In kdaj? Ko sem zapustila mojo rodno krajino, Belo krajino, sem se preselila v Ljubljano, bila sem 19 let stara, sem šla pač študirati. Študij mi ni bil glih neki v interesu, ampak sem našla odlično službo, ki je bila v medijih. Sem delala kot producentka na TV Pika takratni in nekako sem potem nasledila delo TV host. Dobila sem eno oddajo svojo, ki sem jo vodila in sem delala eno oddajo v Sarajevu. In takrat sem spoznala svojega moža v Sarajevu. Leta 2010 sem se odločila, da pač midva sva partner in da bom zapustila Slovenijo. Torej v letu 2010 sem se odselila iz Slovenije, najprej v Jordanijo, iz Jordanije v Francijo, potem v Rusijo, Moskvo, iz Moskve Dominikansko republiko, kjer sem rodila prvega otroka, iz Dominikanske na Nizozemsko, kjer se je rodila druga punčka, iz Nizozemske v Indijo, iz Indije pa zdaj v Ameriko. Razlogi selitev službene narave? Ne moje službene narave, ampak mojega moža. Ja, zaradi njegovih projektov smo se selili. Jaz sem pač vse zapustila, pač celo svojo kariero in šla v svet za ljubeznijo. Ana, nam lahko zaupate, kaj počne mož? Je to kakšne protokolarne, konzulske, diplomatske narave? Ne, sploh ne. Ne, dela več v gradbeništvu. In zdaj Alabama. Prvič Združene države Amerike, četudi je mož Američan. Kje točno ste našli svoj dom? V Ameriki smo našli v Montgomeryju, sicer zato, ker je njegovo headquarters korporativa, je pač njihov sedež je v Montgomeryju, in ker sta najini deklici 13 in 7 let stari, so se nekako odločila, da ima dava stabilnost, da se nekam usedlava in da ima omogočila, da se izobrazita nekjer, kjer nimata konstantno prekinjenega izobraževanja. Ker smo se pač selili 3 do 5 let v novo državo. Na začetku smo se malo bolj pogosto, smo začeli opaziti pri starejši punčki, da je bilo malo bolj težje sprejemati novo šolo in so se potem odločili, da se lahko tako nekako usedlava tlele. Sem umetnica in lahko delam kjerkoli hočem. Ameriški šolski sistem, kako ste zaenkrat zadovoljni v primerjavi z ostalimi šolskimi sistemi po svetu? Sicer nismo bili v teh capital cities, ampak smo bili pač v teh bolj, kako se jim reče, ki so, ni bil Amsterdam, ampak je bil Haag. Je bilo še kar veliko mesto in je bilo težko priti v lokalno šolo, pa tudi po drugi strani niti nisi hotel v Dominikanski republiki iti v lokalno šolo, ker naučijo angleščine, pač so razlogi. Tako da sta bile punčke obedve v privat šolah. Ko smo se pa v Ameriko preselili, sva pa vedela, da jih bova dala v public school. Privat šole nama niso ustrezale tlele v Montgomeryju. Midva nisva verna, vse privat šole so pa tle verskega izobraževanja, pač imajo versko izobraževanje, ne. Ampak ta naša šola, kjer imamo mi naše punčke noter, je pa tako, imaš pa res feeling, da je privat. Tako da sva midva kar happy. No. Nisva direkt v Montgomeryju, sva 1,5 ure ven na podeželju, kar je tudi ena nova kultura zame. Šolski sistem, kar se tega tiče, je v redu, izobraževanje lahko bi bilo boljš, kar se kulturnega izobraževanja tiče, pač umetnosti in glasbe, ampak je zaenkrat je v redu. Ana Snežinger, ste slikarka, že skoraj 20 leti. Kaj ste počeli prej in kako ste odkrili svoj talent? Ko sem se odselila, sem delala kot novinarka, dopisnica iz tujine, za par časopisov, ampak mi to nekako ni šlo, ker jaz sem hotela pač fizično nekje delati. Takrat še ta splet, delo prek spleta niti ni bilo toliko ful nekaj razvito. Ne? V vsaki državi, kjer sem živela, mi je bilo težko najti službo, ker si mogel znati tudi jezik. Jaz sem se sicer jezikov naučila, ne toliko, da bi delala nikjer na kakšni televiziji ali pa kaj tako,
Sem pa odkrila umetnost v Dominikanski republiki, ko sem iskala v bistvu umetnost za svoj dom in nisem nič najdla, da bi mi bilo v interesu. Sem pa najdla trgovino za barve in, kako se temu reče, umetniško trgovino. Sem si kupila canvas, platno, oljne barve, pa sploh nisem vedela, kaj so oljne barve. Pa čopiče, ne vem kaj, in sem šla domov in sem začela kar ustvarjati in ugotovila, da pač te barve se ne sušijo in mi sploh ni bilo jasno. No in mi je začel takrat proces ustvarjanja z barvami, oljnimi in akrilnimi, mi je postal zelo zanimiv in 2011 ali 2012 nekaj takega je bilo. Ampak skoraj ne morem verjeti, da pred tem se niste zavedali svojega talenta. Kar ustvarjate je neverjetno. Vsaj jaz sem očarana, gledala sem si na spletu vaša dela. Kako niste vedeli, kako zelo nadarjeni ste? Pa saj ste se šolali v Sloveniji, saj ste imeli likovno vzgojo, če ne drugega. Pač mama mi pravi, da sem ful dobila nekih teh diplom za risanje, jaz se tega sicer ne spomnim. Ne vem, jaz se spomnim sicer, da sem neskrivaj hodila v muzeje, ker sem pač bila v družbi in tudi jaz sem odraščala v družini, kjer umetnost pač ni temu dala nobenega pomena, ne. In potem, ko sem se preselila v Ljubljano, mi je bilo kar tako narodno povedati, da jaz bi šla pa malo v galerijo ali pa v kak muzej, pa tako, in pa sem to tako pač neskrivaj hodila sama gledati. Imela sem nek potencial, ker sem hotela vedno študirati v bistvu grafični dizajn, ampak ker sem pač valjda ugodila staršem, kar so oni hoteli, sem šla v srednjo zdravstveno šolo. Na to sem pa ugotovila, da to pač ni mojega interesa. Sem zaključila srednjo šolo, šla na faks za fashion. Sem pač enostavno prepustila, da me življenje pripelje do tega. Ana Snežinger, zanimive stvari ustvarjate. Na vsakem vašem delu pa je ženski lik. To so neke take močne, markantne ženske, čudovite ženske, njihovi obrazi, telo. Imate pa tudi en tak signature, prepoznavljen element, ko imajo ženski obrazi na licu krog, nek likovni element oziroma poudarjeno lice. A je za tem kakšna posebna zgodba? Ja, seveda je. Moje ženske so nastale iz vseh mojih potovanj okoli po svetu in pač mojih domov, kjer sem bivala. Sem se odvedno vklapljala v neke organizacije, ki so se dotikale žensk. In sem ugotovila, koliko smo ženske dejansko iste, ne glede, kjer smo na svetu. In koliko stremimo k temu, da smo videne. Ampak ne stremimo, da smo videne, da nas vsi morajo videti, ampak da smo videne kot same in da imamo tisto moč v sebi, da lahko dosežemo, kar hočemo. In krog zame predstavlja neko unity, kako se temu reče. Skupnost, povezanost. Skupnost, povezanost. In to mi predstavlja, da ta notranja moč, ki jo imamo v sebi, ki si zastavimo neke cilje, da jih bomo dosegle, jih dosežemo in moramo pa vase pogledati. Nekako sem naredila ta zaključek v sebi, da pač ta krog, ki se je res spontano zgodil, da se je pojavil na licu ene ženske, ki sem jo slikala, se mi je zdelo, tole je pa cool, tole bi lahko pa jaz ukomponirala v moje slikanje, ne. In sem nekako potem ugotovila, ker pač mi umetniki smo zelo veliko sami s sabo in veliko razmišljamo, kaj dejansko je pomen tega kroga. Ko so ravno pri ženski moči, pa ženskih odločitvah, pa življenju ženske, ne moremo mimo kontrole nad ženskim telesom in ko govorimo o Alabami, eni najbolj konzervativnih zveznih držav v ZDA, splav je prepovedan. Dovoljen v izjemnih okoliščinah, niti v primeru posilstva. Prav tako govorimo o državi, ki leži v tako imenovanem Bible Beltu, ne? Krščanske vrednote so zelo poudarjene. Kako gledate na vse to? A se sklada z vašimi vrednotami? A vam je kdaj mogoče malce težje o tem razmišljati? Ja. Me je zelo, zelo presenetila ta odločitev, ki se je zgodila točno takrat, ko smo se mi preselili in me je kar globoko postavila na realna tla, kako lahko neke osebe pač vplivajo na življenje žensk.
kjerkoli sem živela, tega pač niso izpostavljali. Tudi v Indiji, kjer je ogromno ljudi, je to dovoljeno, ne? Sploh pa če v primeru, ne vem, ali bolezni ploda ali pa posilstva, pa ne vem kaj. Ne? Šokiralo me je predvsem, kar je šlo nazaj v to, ker pač je bilo nekoč dovoljeno, zdaj več ni dovoljeno. Osebno se zaenkrat ne ubadam s tem. Ja, mislim pa o tem, ker imam 2 punčki in upam, da se bo zakon spremenil. No, tako bom povedala. Ne, ni mi okej, no, tako. Sem razumela, ja. Ana Snežinger, imate 2 otroka, 2 deklici. Kako je sicer imeti družino v Alabami? Pravite, da ste odmaknjeni od Montgomeryja, ne, niste v tistem srčiki mestnega življenja. Kaj so recimo skrbi mame 2 šoloobveznih otrok? Moje skrbi so predvsem varnost otrok, pa ne samo v šoli. Montgomery je tudi zelo znan po kriminalu in dejansko, se ne reče, murders. Umorih. Po umorih, ja. Strah me je, mislim, moje punčke sta še kar majhne in sta dosti z nami. Me je strah pač, valjda, smo že imeli parkrat preplah v šolah glede streljev. So bili hitro, so jih je prepoznali in se nič ni zgodilo. Je pa nekaj, na kar pomislim skoraj vsakič, ko greste v šolo. Probam ne razmišljati o tem, ker se mi zdi bolj bom razmišljala, prej bom prevlekla. Tako da, se pravi, mi smo še kar v redu v okolju, so pa, ko poslušate, kakšni so razlogi, da je prišlo do teh nekih groženj v šoli, je pa žalostno, da starši ne znajo svoje otroke drugače izobraževati. Ker se mi zdi, da ni na šoli sami, da izobražujejo otroke, ampak začne se vse doma pri mizi. Absolutno. Ana Snežinger, vas kdaj prešine, moja varna, mala, obvladljiva, zaenkrat liberalna Slovenija, zakaj pa ne bi šli? Nazaj v Slovenijo? Ne. Jaz sem zelo rada Slovenijo kot obiskovalec, ampak od vedno sem pa vedela, da jaz verjetno ne bom živela v Sloveniji. Pač imela sem en tak občutek, nekako nisem bila niti povezana z jezikom zelo veliko. Sem najdela neko tujko med nama, med jezikom in mano. Obožujem se vračati v Slovenijo kot gost. Živela pa zaenkrat pa ne. Umetniška scena v Alabami, kakšna je, kje in kako sami razstavljate, prodajate svoja umetniška dela? Hvala, ker ste me to vprašali vprašanje. Glih včeraj sem prišla z otvoritve z razstave, ker sem prestopala v eni skupinski razstavi. Drugače pa zelo majhna umetniška scena tukaj, zelo tradicionalna. Sama, kot ste videla, moje slike niso tradicionalne, so zelo contemporary. Ja, sodobne, take tako. Barvne, res so močne, vabljive, predstavljam si jih v enem urbanem stanovanju. Ja, hvala. Ker je pa scena tako majhna, skupaj pridemo in potem predstavimo pač, kar ustvarjamo. In mi je zelo všeč. Na začetku sem bila zelo zafrustrirana, kar se tega tiče, da pač, pa tudi predsodke sem imela, da ljudje ne bojo razumeli moje umetnosti ali pa da ne bojo marali. Tako, kakor sem imela tudi, ko smo bili v Indiji. Ampak sem ugotovila, da ljudje so zelo odprti za nove stvari. Seveda, včasih jim je malo šokantno videti nekaj tako drugačnega, ampak več vidijo, bolj so dovzetni in se radi tudi pojavijo na razstavah. Je kar mirno mesto, kar se tega tiče, nič se ne dogaja, razen kriminala. Kaj pa svetovni splet? Zdaj imate umetniki, vseeno in mi imamo dostop, kupci do umetnosti. Predstavljam si, vas nekdo opazi z Kitajske, pa reče, jaz bi pa imel vaše delo. A je tako? Ja, jaz zelo veliko razstavljam po svetu in zelo veliko zbirateljev je okoli po celem svetu. Se je pa začel pri meni v pandemiji. Leta 2020 se je trg za umetnost kar lepo odprl. Sicer zelo žalostno obdobje takrat, ampak z strani biznisa za nas je bilo pa kar cvetoče. Ko ste živeli v Indiji, ste odkrili strast do pekoče hrane in do igranja tenisa v Indiji. Zdaj celo igrate turnirje. A mi lahko poveste več? A tako preživljate prosti čas, da igrate tenis? Tako, ja. Tenis
obožujem. Začela sem v pandemiji, 3 mesece smo bili zaprti v naših stanovanjih oziroma hišah. Mi smo živeli v enem communityju, ker smo imeli bazen, pa teniško igrišče in igrišče za otroke. In ko si hotel iti ven, sploh se nisi smel z nobenim hangati tam, pač si mogel prek aplikacije si rezervirati place. No, in ko so se malo začeli sproščati te pogoji, smo lahko si priklicali, ne vem, recimo kakšne osebne trenerje. In je ena soseda rekla, jaz imam pa enega trenerja, ki uči tenis. No, daj bomo pač probali to, ne? In sem probala tenis in se zaljubila. Potem, ko smo se pa tlele preselili, leto pa pol nazaj sem našla eno trenerko, s katero sodelujeva 2-krat na teden. In ja, pa sem porinila še v te turnirje in zdaj igram turnirje in mi je super. Tako se počutim, ko sem šla včasih na US Open. Ana Snežinger, res ste navdih. Odkrili svoje talente skoraj da po naključju. Tako. In tako zdaj živite po svoje. Tako. Navdušena sem. Hvala za pogovor in pa lep dan v Alabamo. Hvala enako.